Bomo začeli. Lepo pozdravljeni na današnjem spletnem seminarju z naslovom Moj Telekom za samostojno in enostavno upravljanje storitev. Že sam naslov nakazuje, da vam bomo v živo pokazali, kako boste lahko v prihodnje samostojno urejali marsikaj, kar ste bili do sedaj vajeni s svojim osebnim svetovalcem. Danes bo z vami Primož Novak, ki je na Telekomu Slovenije član ekipe razvoja digitalnih kanalov in pravi mojster klikanja po aplikaciji Moj Telekom. Verjemite, teh 30 minut bo res koristnih. No, za vsa vprašanja vam je na voljo polje Q&A vprašanja, kjer se bomo potrudili že sproti odgovarjati, bo pa na koncu tudi Primož povzel odgovore na zastavljena vprašanja. Na tem mestu vas tudi obveščam, da se današnji webinar snema. Posnetek boste prejeli v naslednjih dneh. Sedaj pa najbolje, da predam besedo kar Primožu. Primož, izvoli, beseda je tvoja. Živijo, lep pozdrav tudi z moje strani. Hvala, Ali, za uvod. Kot je že povedala, danes bomo pogledali pač nekaj v praksi, nekaj primerov uporabe pač portala Moj Telekom. Na začetku povem, da je portal Moj Telekom za poslovne stranke izključno spletni portal. Imamo sicer tudi mobilno aplikacijo, ki pa je namenjena za vse tiste uporabnike, ki imajo do 20 razmerij. Zdaj že vidite tukaj na mojem screenu, pa sem prijavljeno eno svojo testno stranko. Zdaj, kar se tiče dostopov, imamo dve vrsti dostopov, dve osnovni vrsti, in sicer lahko kot pač uporabnik zaposlen v podjetju gledate pač kot administrator vse funkcionalnosti v portalu, od naročanja storitev do pregledovanja računov in tako dalje. Lahko je več uporabnikov v vašem podjetju, ki gleda pač ima iste pravice administratorske. Obstaja pa tudi ena posebna funkcija, ki je primerna recimo za grupacije, ker je več hčerinskih podjetij, in sicer lahko z enim dostopom gledate pač več različnih hčerinskih podjetij. To recimo je primer pri meni, tukaj imam možnost vpogleda do dveh hčerinskih podjetij, in sicer pač enostavno, če želim, trenutno sem pač na tem prvem, če želim na drugega, samo preklopim in se mi pač tudi cela ta nadzorna plošča spremeni, na kateri potem pač urejam vse zadeve za drugo pravno osebo. Uporabniki dostopate do portala preko uporabniškega imena in gesla. Tega kreirate na začetku, ko skreirate svoj profil oziroma se registrirate. Kasneje se pa pač da pač tudi ta gesla oziroma prijavne podatke spreminjati. No, pa kar začnemo. To je osnovna nadzorna plošča, kot rečeno. Na levi strani so neki osnovni moduli, preko katerih dostopate do posameznih funkcionalnosti. Konkretno modul Moj profil ima neke demografske podatke, noter je pomemben sklop Moji dokumenti, kjer so dejansko zapisani vsi dokumenti, evidenčni dokumenti o storitvah, ki jih naročate na portalu. Potem nižje je pač sklop, ki bo danes fokus, to so rešitve za poslovne stranke. Tukaj bomo pogledali pač, kako se sklene mobilno razmerje, kako se dostopa do poročil, kako pregledujete račune za storitve, ki so pač upravljene za telekomunikacijske storitve. Nižje so pač sam pregled računov, ki so odprti oziroma zaprti, potem je nek poseben sklop zbirni račun, kjer so vidne vse storitve, ki jih imate naročene na mojem Telekomu. To poudarim posebej, da ta sklop zbirni račun ni privzeto dostopen v portalu, ampak je to stvar, ki jo morate posebej naročiti na Telekomu Slovenije. To uredite pač svojim skrbnikom. No, na začetku pogled, ki ga imam jaz, je seveda samo iskalnik, razmerja niso prikazana. To je pač enostavno zato, ker imamo pravilo na portalu, da v kolikor ima uporabnik več kot 200 razmerij, jih pač išče z iskanjem. Do 200 razmerij pa prikažemo po straneh, tako 25 razmerij je prikazanih na posamezni strani.
Zdaj, sam iskalnik seveda omogoča iskanje po večjih parametrih. Recimo, najbolj osnovno je iskanje po razmerju. Razmerje je ali mobilna telefonska številka oziroma uporabniško ime širokopasovnega razmerja. No, pa recimo zdaj, če bi želel jaz iskati po recimo parametru prijazno ime, lahko napišem tukaj pač, kaj prijazno ime sploh pomeni, ne. Prijazno ime je ena posebna funkcionalnost, preko katere si lahko v svojem uporabniškem profilu vsa vaša razmerja, ki so prikazana v tem vašem uporabniškem profilu, imenujete. Recimo ponavadi to podjetje naredijo, posamezna razmerja imenujejo z imenom in priimkom zaposlenega, ki to razmerje uporablja. Recimo, kakšen kriterij, ki je tudi zelo uporaben, je ime paketa naročniškega, se pravi, to je ta naročniški paket, ki ga imate sklenjenega, lahko bi po tem iskal, lahko bi po številki SIM iskal razmerja. Kar je pa aktualno, bom kasneje tudi pokazal, funkcionalnost je pa iskanje tudi po stroškovnem mestu oziroma po imenu uporabnika. To sta pa dva parametra, ki jih lahko po novem v mojem Telekomu tudi definirate na posamezno razmerje in se tudi zapišete na sam fizičen račun, ki ga dobite pač ob zaključku meseca za tekoče obdobje. Zdaj, sam iskalnik prikaz ima vedno 5 kolon, prikazuje, lahko urejate ta prikaz, to se pač sproži z gumbom Uredi, tukaj na desni strani. Lahko pač menjate parametre enostavno pač z premikanjem drag and drop sistemom. Na koncu shranite in pač se zadeva spremeni. Omenim še eno uporabno funkcionalnost, in sicer lahko kadarkoli vsa vaša razmerja oziroma samo tiste, ki so prikazane, izvozite v Excel. To je recimo funkcija, ki je zelo uporabna, če želite na hitro pregledati, katere vsa razmerja imate pač pri nas sklenjena. Pokažem pač enostavno, se odpre Excel datoteka, v kateri so pač te osnovni podatki o vaših razmerjih, se pravi mobilna številka, kateri paket, SIM kartica, naročniški račun, tako dalje. No, zdaj pa smo pogledali pač to osnovno nadzorno ploščo, zdaj se pa kar premaknemo na, bom rekel, pogled za posamezno razmerje. Seveda v iskalniku najdete tisto razmerje, katerega želite trenutno urejati. V mojem primeru recimo bom odprl to razmerje. Enostavno ta številka oziroma ta povezava je klikabilna, tako da se odpre. No, in odprete to osnovno nadzorno ploščo posameznega razmerja. Zopet tukaj na levi strani so neki osnovni moduli, preko katerih se določene storitve urejajo. Recimo tukaj ta osnovni modul naročniško razmerje, navedena telefonska številka oziroma GSM številka razmerja, naveden je trenutno, kateri paket imam vklopljen, kateri naročniški račun, se pravi, naročniški račun je tisti parameter, ki vam pove, na katerem računu se zapiše ta vaša mobilna številka. Se pravi, zdaj jaz v mojem primeru imam na tej desni stranki samo en račun, verjamem, da vi kot podjetje uporabljate več naročniških računov, ponavadi pač ločujejo po poslovnih enotah podjetja, vsako poslovna enota ima svoj naročniški račun. No, tukaj recimo je modul SIM kartica, kjer lahko bomo kasneje pogledali, kako se SIM kartico zamenja, pa še pač nekaj drugih modulov. Na desni strani so pa pač navedene storitve, katere lahko dodatno zakupljate oziroma vklapljate. Zdaj, tukaj na začetku je ponavadi prisoten števec, to je števec porabe, se pravi, v mojem primeru imam za ta paket na voljo 1 gigabajt podatkov v Sloveniji oziroma v EU območju. Če bi imel pač več storitev na tem paketu, seveda je več teh števcev. Zdaj, osnova, ki velja na portalu Moj Telekom, je ta, da naročate recimo storitve v 3 korakih. Bom pokazal primer recimo zakupa dodatnega prenosa podatkov.
Že sami naslovi povejo, se pravi dodatni zakup podatkov, odprem opcijo. Čakam, da se mi naloži. No in na prvem koraku mi seveda portal ponudi, katere vse opcije imam za vklopiti. Jaz imam tukaj, se vidi, imam že 1 gigabajt zakupljen, lahko bi pač določil še dodaten zakup za 10 giga, imam opcijo, kdaj vklopim zadevo, pa recimo, da dam takoj, lahko za 30 koledarskih dni naprej. Cena je seveda navedena, ne, in zdaj potrdim pogoje, na drugem koraku me portal še enkrat vpraša, mi pokaže, kaj sem izbral, in zdaj, če bi jaz to zadevo potrdil, se zadeva vklopi in zadeva se v realnem času vklopi, tako da je storitev na voljo. Na tak način deluje vklop večinoma storitev na portalu. Zdaj, če se vrnem na levo stran, sklop naročniško razmerje, sem že prej omenil, da je tukaj naveden pač, kateri naročniški paket imam, in seveda na portalu lahko tudi zamenjate naročniški paket. Odprem. Tukaj povem, da naročniški paket na portalu lahko menjate zgolj enkrat na mesec, enkrat v obračunskem obdobju. Če bi želel pač kdaj večkrat menjati, seveda me portal ne spusti čez oziroma o tem tudi opozori. Zdaj, ko se mi odpre prvi korak, pri funkcionalnosti menjave paketa, mi najprej navede portal, kateri je trenutni moj paket, navedena je tudi cena. Tukaj pri cenah opozorim, da so to cene iz kataloga produktnega, se pravi, to so redne cene. Vi imate pač podpisano pogodbo z Telekomom Slovenije, kjer imate definirane lahko drugačne cene. Tako da kljub temu, da so tukaj navedene cene iz kataloga, se vsekakor vam zaračunavajo vse storitve po tistih cenah, ki jih imate definirane v pogodbi. Ko bomo pri nas en dodaten del na razvoju naredili en modul za popuste, moramo integrirati, takrat bo seveda za vsakega uporabnika poslovnega tudi navedena konkretna cena, ki jo ima v pogodbi za posamezen paket oziroma posamezno storitev. No, tukaj imam opcijo, da izbiram pakete. Seveda, paketi, ki jih boste vi videli, so seveda drugačni, kakor jih vidim jaz. To je zato, ker je pač integrirano pravilo, da prikazujemo poslovni stranki tiste pakete, ki jih ima ali že vklopljene na enem razmerju svojem oziroma so pač v neki posebni ponudbi za poslovne uporabnike. No, pa jaz v mojem primeru recimo, da izberem, želim na tej številki zamenjati paket v opcijo Flex. Namenoma kažem to opcijo Flex, ker smo jo integrirali kakšne 2 meseca nazaj v portal. In tukaj je pač ta posebnost, da poleg tega, da se izbere paket, je potrebno izbrati tudi skupino, v katero želimo, da se razmerje umesti. Tudi tukaj enostavno se pač na tem koraku izbere lahko vse 3 skupine, jaz imam konkretno 3 skupine definirane. V vašem primeru seveda bo toliko skupin navedenih, kolikor jih imate definiranih in jih pač portal samo iz zaledja prebere. Skratka, ko izberem, nadaljujem, tako kot sem že prej kazal za druge storitve, vam na drugem koraku portal enostavno pokaže, kaj ste izbrali, in če zadevo potrdim, je zahteva sprejeta, paket se pa vedno zamenja ob polnoči, se pravi prehod iz danes na jutri ob polnoči bo paket zamenjan. Na začetku, mogoče če se vrnem, sem že omenjal sklop moji dokumenti. Zdaj vse te zadeve, ki jih izvajam na portalu, konkretno recimo menjava paketa, bojo vidne v tem sklopu, in sicer se zgenerira tako imenovan evidenčen dokument. Bom kar en primer pokazal. Recimo tukaj 2.8. je bila narejena menjava paketa. No, in takole se pač pokaže enostavno obrazec. To je obrazec, ki je praktično identičen, kot če bi fizično podpisali, ne vem, v prodajnem centru ali pa vam skrbnik pri
priskrbi dokument in se pač zadeva izvede. Edina razlika je pač ta, da je, kadar se izvede na mojem Telekomu menjava, je podpisnik naveden kot Moj Telekom, pač to je enostavno naziv prodajnega kanala, na katerem ste izvedli samo menjavo paketa. Če se vrnem nazaj na to osnovno ploščo nadzorno mobilnega razmerja, je še ena zadeva nova, ki bi jo rad pokazal, in sicer to je urejanje naročniškega računa. Naročniški račun je, tako kot sem že povedal, račun, na katerega se posamezno razmerje zapiše. In zdaj v portalu smo predvideli, da lahko na to posamezno razmerje definirate recimo, ne vem, ime uporabnika, lahko stroškovno mesto. Stroškovno mesto je pač nek intern podatek, ki ga vi v podjetju uporabljate. Lahko neko opombo napišete, tukaj pač vas vedno portal opozori na to, da ste omejeni na 30 znakov za posamezen parameter. Zdaj, če jaz to enostavno potrdim, me portal opozori, da je sprejel zahtevo, da bodo spremembe vidne v nekaj minutah. Zdaj, če bi jaz šel nazaj na to osnovno nadzorno ploščo, bi že videl, se pravi, portal je sprejel, so te moji podatki definirani. Te podatki so se sicer takoj zapisali v zaledje in bodo tudi v naslednjem računu vidni. Pri tem posameznem razmerju bo vidno tudi ime uporabnika, stroškovno mesto in pač opomba. Lahko zapišete, seveda, ni potrebno vseh 3 parametrov, lahko je pač tudi samo eden, to je čist poljubna izbira. Naslednja zadeva, ki je pomembna, ki je tudi zelo uporabna, je menjava SIM kartice. SIM kartico ponavadi menjate, lahko se razmagneti, lahko se poškoduje fizično, če se jo pač iz telefona vam pa ne oddaja, lahko je pa pač tudi potreba, da menjate fizično SIM kartico za eSIM kartico. eSIM kartica je aktualna pri teh novejših napravah, recimo Apple v novi seriji niti ne omogoča več fizične SIM kartice, ampak samo eSIM kartico. Zadevo urejate v modulu SIM kartica. Zdaj tukaj mogoče na začetku še povem, da SIM kartice boste lahko menjali v tistem primeru, se pravi, en predpogoj mora biti izpolnjen, in sicer to, da uredite s svojim skrbnikom to, da vam napolni zalogo teh SIM kartic. Zdaj ste verjetno bili vajeni, da vam je skrbnik SIM kartice poslal, na teh SIM karticah so bile določene tudi pač neke telefonske številke in potem ste pač javili verjetno po e-mail sporočilu na naše zaledje oziroma skrbniku, da se potrebujete menjavo SIM kartice. To lahko urejate zdaj pač sami na portalu. Kot sem rekel, zaloga mora biti SIM kartic urejena predhodno in takrat jih boste pač videli v portalu. Enostavno uredi, gumb, se mi odpre naslednji korak in imam 2 opcije. Se pravi, če bi želel menjati SIM kartico za eSIM, odprem prvo opcijo. Portal mi ponudi izbiro eSIM kartice. Zdaj, če bi jaz nadaljeval proces, mi portal prikaže tako imenovano QR kodo oziroma QR kupon. To QR kodo moram za napravo, na katero želim naložiti eSIM, uslikati. Na ta način jo pač naložim v napravo. Če je potreba po menjavi fizične SIM kartice, je druga opcija, katero odprem. In tukaj mi portal ponudi spustni seznam. V tem spustnem seznamu je, tako kot sem povedal, bodo prikazane vse SIM kartice, ki so naložene v vašo zalogo. Zberete, lahko pač iščete po številki. Skratka, in vse, kar je potrebno, je to, da pač to SIM kartico aktivirate. Na drugem koraku še potrditev in SIM kartica je takoj vklopljena. Takoj pomeni tudi, da seveda trenutna SIM kartica v vašem aparatu neha delati, tako da vkolikor pač to urejate za nekoga, ki ni prisoten, predlagam, da mu prej fizično SIM kartico pošljete po interni pošti, zato da ne bo oseba brez telekomunikacijskih storitev, ker pač, kot rečeno, obstoječa SIM kartica v primeru menjave takoj preneha delovati. Nova pa pač začne takoj delati, seveda.
Tako kot sem prej pri menjavi paketa kazal, je ravno tukaj, ravno pri tej, tudi pri tej funkcionalnosti se zgenerira evidenčen dokument, ki vidim pod sklopom moji dokumenti, ne? To je ta sklop. Okay. No, to je bil prikaz nekaterih glavnih funkcionalnosti, ki jih izvajate za posamezno konkretno mobilno razmerje. Zdaj, če se vrnem nazaj na to osnovno nadzorno ploščo vašega profila, seveda sem že na začetku povedal, da je danes fokus rešitve za poslovne stranke. Tukaj je ena pomembna, na prvem mestu je napisana, ali pa bom rekel zelo uporabna funkcionalnost, in sicer sklepate lahko mobilno naročniško razmerje na daljavo. Zdaj, če kar to funkcionalnost odpremo, pa predno nadaljujem, seveda je tudi tukaj nekaj predpogojev, da lahko pač to funkcionalnost uporabljate. Zdaj, prvi predpogoj je seveda to, da imate na zalogi SIM kartice. Te SIM kartice, ki jih imate na zalogi, identične, se pravi, to isto zalogo uporabljate ali ko menjate SIM kartice na portalu ali pa ko sklepate novo mobilna razmerja. Druga zadeva, ki je pomembna pri sklepanju mobilnega naročniškega razmerja, je to, da morate imeti na zalogi tudi telefonske številke, se pravi GSM številke. Obe zadevi vam uredi skrbnik, se pravi, skrbnik bo dal zahtevo na naši strani v skladišče in se pač odpre zaloga, se vam naloži te SIM kartice oziroma telefonske številke in v procesu, ki vam ga bom pokazal, boste videli, kako se enostavno samo izbere, katero SIM kartico želite in katero telefonsko številko. Zdaj, mogoče nisem tega na začetku povedal, pa bom tukaj na tem mestu povedal. Vse te vklope storitev ste videli, delate tukaj brez, se pravi, na portalu izvedete akcijo in je zadeva vklopljena. Zdaj, tukaj ni mišljenega nobenega dodatnega podpisovanja teh dokumentov, se pravi, ni fizičnega podpisovanja dokumentov. V ta namen vedno z poslovno stranko sklenemo nek poseben dogovor, sporazum o opravljanju poslov na daljavo, in sicer v tem sporazumu definiramo, katera oseba na vaši strani ima pravico pač opravljanja teh poslov. V tem primeru, ko je pač ta sporazum podpisan, se te vse posle lahko opravlja in seveda se na portalu kreirajo samo evidenčni dokumenti, kot rečeno, brez dodatnega fizičnega podpisovanja pogodb. No, prvi korak sklenitve mobilnega naročniškega razmerja je seveda izbira paketa. Gre za identično zadevo, kot sem jo prej kazal in razlagal pri menjavi paketa. Tukaj se vam bojo seveda pokazali tisti paketi, katere lahko izberete, ki jih imate že pač vklopljene na enem vašem razmerju oziroma so v neki redni ponudbi. Izberem paket želen, grem na drugi korak, portal me vpraša po izbiri SIM kartice, SIM kartico vzamem s predala, poiščem številko oziroma jo vtipkam na portal, izberem SIM kartico, nadaljujem. Na tretjem koraku me vpraša portal, da izberem telefonsko številko, iz pustnega seznama izberem tisto telefonsko številko, katero želim vklopiti, potrdim. Na naslednjem koraku me vpraša, kdaj želim, da bo to razmerje aktivno, lahko za 30 dni naprej oziroma jaz bom dal v tem primeru takoj. Malo nižje imam še opcijo, da pustim vklopljene oziroma izklopim določene zunanje storitve. Zdaj, vse te storitve, ki so predmet vklopa oziroma izklopa na tem koraku, so pač tudi z nekim pomočnikom razložene. Mogoče tukaj omenim, kakšen tip storitev je to, recimo dovolite na tej službeni številki, da zaposleni plača parkirnino preko SMS sporočila. To je ena pač taka tipična storitev. Zdaj, seveda, če tega ne dovolite, pač vse enostavno izklopite. No, nadaljujem in pridem do predzadnjega koraka, to je pač potrditveni korak. Že na začetku, ko sem razlagal naročniški račun,
sem omenil, da imam jaz na tej desni stranki samo en naročniški račun. Se pravi, vsa razmerja, ki jih sklepam, ki jih imam, se zapiše na en račun. Zato v tem primeru portal mene niti ni spraševal po izbiri računa. V vašem primeru, ko imate več naročniških računov, bo portal vrinil dodaten korak, v katerem boste zbrali točno, na kateri naročniški račun želite zapisati pač to novo razmerje. No in zdaj, če jaz na tem potrditvenem koraku se strinjam s to izbiro, ki sem jo naredil, potem je vsa stvar ta, da potrdim zadevo. Portal bo 5 do 10 sekund bo rabil, da zapiše v zaledje to novo razmerje in na zahvalni strani vam javi, da ste uspešno vklopili novo naročniško razmerje. Kot že rečeno, se vam bo v mojih dokumentih prikazal dokument o tem, da ste sklenili novo razmerje. Bom kar en primer pokazal, tole od včeraj. Dejansko se pokaže pač pogodba, kot če bi fizično sklenili pogodbo. Se pravi, z nekimi osnovnimi parametri, telefonska številka, SIM kartica, paket, še obrazec o teh storitvah zunanjih, katere ste vklopili oziroma izklopili. Zopet, tako kot sem pokazal pri menjavi paketa, podpisnik je, ker smo pač na prodajnem kanalu Moj Telekom, je v tem primeru Moj Telekom. To je vsa umetnost. Naročniško razmerje je v primeru, če ste izbrali opcijo vklopa takoj, je takoj sklenjeno. Če bi izbrali recimo primer 5. november, v tem primeru seveda bi ob polnoči 5. novembra to razmerje bilo aktivno. Naslednja zadeva, ki je aktualna v tem sklopu, so poročila. Zdaj, poročila so dejansko tudi po naši statistiki najbolj gledan sklop na portalu. Gre seveda za nek monitoring, za nek pregled stroškov, ki ga podjetja največkrat uporabljajo. Trenutno imamo na portalu navedenih dobrih 10 poročil. Vsa poročila so seveda na kratko razložena, kaj katero poročilo pomeni. Nekatera poročila imajo tudi opcijo za 5-6 mesecev nazaj, da se pogledajo. Ostalo so pač poročila, ki se zgenerirajo takoj in tudi prikazujejo realno stanje, trenutno stanje v zaledju, kar se tiče podatkov. Najbolj uporabljena sta pač seveda račun, se pravi neka skupna specifikacija, račun pa račun, kar odprem, mogoče skupna specifikacija račun. Vedno se vam bo na vašo napravo naložila zip datoteka in potem, ko to zip datoteko odprete, imate na voljo dve opciji, se pravi ta CSV file oziroma Excel datoteko. Odprem recimo Excel datoteko, se mi takole pokaže za vsako razmerje, se pravi v eni vrstici, kakšen je bil strošek, se pravi telekomunikacijski strošek za to razmerje v mesecu septembru. Kar smo dodali v zadnjem mesecu temu poročilu, so te trije parametri, ki sem jih prej kazal, kako se jih ureja na portalu. In to se pravi, ko boste na portalu uredili recimo parameter za posamezno razmerje, se bo pokazal tudi v tem poročilu. In seveda tudi za vsa poročila nazaj bo pač ta parameter viden. Če bi pa recimo odprl račun, to je pa malo bolj podrobna specifikacija samih storitev. No, tukaj pa recimo za posamezno razmerje, recimo, da imam razmerje tole, mi pokaže, se pravi, kaj sem imel podrobno. Se pravi, ni več v skupen sumaren znesek, ampak katere dodatne storitve, kakšna je bila naročnina, pokaže tudi seveda morebitne popuste, dodatne ugodnosti, ki jih imate, pač to bo vse navedeno v tem poročilu. Tukaj mogoče pri poročilih
se ne bi več zadrževal, mogoče samo ena zadeva, ki je zelo uporabna. Velikokrat nas kakšno podjetje vpraša, smo pozabili PIN pa PUK kode za službeno številko, kako naj to dobimo, no, mi smo to že nekaj časa nazaj v portal prenesli, in sicer vi seveda lahko za vsako razmerje posamezno to v portalu vidite, recimo, ko to pokažemo. Recimo odprem razmerje. Boste na posameznem razmerju videli pod sklopom SIM kartica in pa PUK koda. Zdaj, če pa seveda želite to na hitrejši način, pa za več razmerij hkrati, potem pa obstaja poročilo seznam SIM kartic. Če ga odprem. No, v tem primeru imam pa za vsa moja razmerja, ki jih imam v portalu, pač navedeno in pa PUK kode za to posamezno razmerje. To seveda govorimo o privzetih PIN pa PUK kodah, če je zdaj uporabnik zamenjal PIN kodo, seveda je tukaj ne bo navedene. Zdaj, mogoče to, ko omenim pri teh poročilih, to je sklop, ki je živ, rečem temu dinamičen, kakšna poročila se dopolnjujejo, kakšnega umaknemo, če ni več aktualen, kakšno bo še dodatno prišlo, tako da pač sklop je dinamičen. Zdaj, mogoče bi na tem mestu pokazal eno čisto novo zadevo, ki smo jo letos poleti dali v produkcijo, in sicer množično upravljanje razmerij. To zadevo, če sigurno nimate pri vas v uporabniškem profilu, gre za eno poseben modul, ki je namenjen tistim, ki imajo veliko razmerij in imajo poslovni model tak, da imajo dnevno potrebo po spreminjanju konfiguracij v portalu, ne vem, aktivacija, deaktivacija, spreminjanje paketa. Kar odprl. Na tem prvem koraku, ko se ta modul odpre, mogoče na začetku povem to, da kako se sploh do tega modula pride, je to, da je to pač poseben dogovor za Telekom Slovenije, se tudi definira v sporazumu, ki sem ga prej omenil, pač kaj imate na voljo kot vpogled, definira se, kateri uporabniki imajo pač možnost do tega dostopati. Zdaj, sam modul, ko ga odprete, vam pokaže na začetku, se pravi, nek iskalnik razmerij. Iskalnik razmerij ima zopet več parametrov, po katerih lahko iščete. Zdaj, osnovne funkcije, ki so zaenkrat predvidene, so aktivacija, deaktivacija, pošlje SMS pomeni, recimo, če imate pakete telemetrije oziroma izvajate neko metriko v števcih, ki so pod zemljo, takrat lahko preko te funkcije pošlje SMS, pošljete neko nastavitev, konfiguracijo preko SMS sporočila za razmerij, ki jih imate pač v teh števcih pod zemljo. Menjava paketa je pač menjava paketa, ki smo jo že prej gledali, menjava SIM prav tako. Alarm, prijazno ime, to so pa tudi dva parametra, ki sta že sedaj na voljo v opciji 1 na 1. Tukaj enostavno se izbere razmerje, recimo, da izberem nekaj razmerij in bi lahko pač šel v opcijo deaktiviraj. Vedno se tudi v tem modulu množično upravljanje razmerij deluje portal po 3 korakih, izbira, potrditev in pač enostavno potem izvedba te akcije. Skratka, če bi želel te 3 razmerja deaktivirati, imam opcijo takoj oziroma za 30 koledarskih dni naprej.
Na podreditvenem koraku me vedno pokaže, katera razmerja so izbrana, in če enostavno potrdim zadevo, se zadeva izvede. Kar je pa posebnost tega modula, je pa to, da tukaj se vam ne kreira noben evidenčni dokument, ampak enostavno je zadeva vidna pod zgodovino zahtev. To je ta funkcionalnost, če jo kar odprem. Tukaj so na seznamu navedene vse akcije, ki sem jih naredil, zdaj če posamezno odprem. Je nek povzetek, kdaj, kaj je bilo narejeno, za katere številke, in to isto zadevo lahko pač tudi izvozim v Excel datoteko, mogoče zaradi tega, da lažje potem obdelujemo posamezno zahtevo. Tak način. Tukaj na tem mestu povem, da je ta množično upravljanje razmerij, ta funkcionalnost se bo širila. Naslednja zadeva, ki bo aktualna, ki bo razvita, je to, da se bo na vsa ta razmerja omogočalo tudi vklop dodatnih storitev, ali govorimo o dodatnih zakupih podatkov do nekih najbolj pogostih storitev, ki so uporabljane strani poslovnih strank. Verjetno, oziroma bom rekel, upam, da bo v prvem kvartalu naslednjega leta že ta funkcionalnost tudi na tem množičnem upravljanju razmerij omogočena. Jaz mislim, da sem te glavne funkcionalnosti šel čez, zdaj pa mogoče Alja, sigurno je kakšno vprašanje, tako da predlagam. Primož, hvala za potovanje po aplikaciji. Ja, imaš prav, prejeli smo kar nekaj vprašanj, tako da najbolje, da kar začneva. Ne vem, če bo nama uspelo odgovoriti na vse, ampak vam pa zagotavljam, da ukolikor na vaše vprašanje v živo ne odgovorimo, vam bomo pregled vseh vprašanj in odgovorov poslali skupaj s posnetkom webinarja. Začniva. Še to bi dodal, da poleg posnetka boste dobili tudi navodila za uporabo portala Sprint Screen, tako da vse te funkcionalnosti, ki sem jih danes kazal, verjamem, da je šlo malo bolj hitro, pač smo časovno omejeni, ampak boste imeli možnost tudi v navodilih to natančno v miru pogledati pa sprobati zadevo. Ok, začniva s prvim vprašanjem. Ali lahko preko portala povišamo limit prenosa podatkov v tujini čez 1000 evrov? Morda s kakšnim generalnim aneksom ali spremembo pogodbe? Na portalu je zaenkrat še vedno omejitev 1000 evrov za prenos podatkov v tujini, pač to je čist bila omejitev navedena oziroma uvedena zaradi, bom rekel, samega varovanja strank, da ne bi prevelike stroške delali v tujini. Tako da zaenkrat je še vedno ta omejitev. Bomo naredili neko evaluacijo zadeve, pač pa posledično pač tudi se lahko zgodi, da bomo to zadevo dvignili. Zaenkrat pa žal še ni. Tako da, če želite dvigniti porabo v tujini, je potrebno to urediti prek skrbnika, prek zaledne pisarne. Potem, hvala. Primož, naslednje vprašanje. Pozdravljen, kako lahko vklopim, izklopim storitve na obstoječem naročniškem razmerju? Zdaj, a so to mišljene kakšne konkretne storitve, če ne? Ja. Bom še enkrat pokazal, se pravi, na portalu izberete razmerje, na katerem želite vklopiti, izklopiti storitev. Jaz sem v tem primeru izbral to razmerje, ga odprem. Se mi pokaže nadzorna plošča tega razmerja. In zdaj imam tukaj na desni strani opcijo storitev. Nekaj so dodatni zakupi podatkov, to sem že prej kazal, recimo, ne vem, želim 10 giga zakupiti, recimo želim zakupiti podatke za Hrvaško, ne.
enostavno odprem vsako to ploščico, katera je pač zame aktualna in izberem pač storitev, samo trenutek, da se naloži. Enostavno pač v tem primeru imam storitev HR internet, enostavno bi jo lahko vključil in je zadeva aktualna, dokler pač ne izklopim storitve. To je pač ta osnovni postopek v 3 korakih, ki sem ga danes že parkrat pokazal. In na ta način lahko urejate, recimo ena izmed zadev je lahko urejate, ne vem, zapore klicev, lahko preusmeritve urejate, lahko bi načeloma uredil poslovni prenos podatkov na tej številki, ne. To je primerno storitev za tiste pač, ki uporabljate neke lastne APN-je, enostavno razmerje imate, vklopite storitev, portal vam bo pokazal, kateri APN vaš, ne, se pravi, vedno pokaže tiste, ki so skonfigurirani že za vaše podjetje v zaledju, še profile LTE bi lahko izbrali, ne, enostavno vklopite zadevo. Na ta način deluje večina storitev, ki se jih vklaplja oziroma izklaplja na portalu. Zdaj, če je mišljena kakšna posebna storitev, pač bi mogel to konkretno posebno storitev pogledati, ampak načeloma je pač na ta način deluje vklop večinoma storitev. Mogoče Primož lahko ta udeleženec piše tudi na poslovna.prodaja@telekom.si z malo konkretnejšim vprašanjem, pa mu tudi lahko odgovorimo. Greva kar na naslednje vprašanje, ali lahko vidimo preostanek limita prenosa podatkov v tujini na portalu, po možnosti na cent natančno. Se pravi, preostanek limita prenosa podatkov. To sam trenutek. Tukaj, se pravi, to je modul, kjer se nastavlja limit, da bi pa pogledali, kje je še preostanek, bi po mojem šli čez poročila. Sicer obstaja poročilo zakupljene količine, če ga odprem. Tukaj načeloma na tem poročilu vidim za vsako posamezno razmerje, koliko ima porabljenih podatkov v obdobju. Recimo, to prvo razmerje, limit prenos podatkov tujina. Ja, tukaj mi pokaže, se pravi, načeloma, koliko imam porabljen, ja, tukaj v tem, ampak ne na cent, ne. Tukaj bo kazalo pač na neko celo številko, naravno število pokaže. Isto tukaj v tem primeru, ne, se pravi, na cent žal ne. Mogoče tudi, ko smo glih že pri tem poročilu, za vse pač storitve, ki jih imate vklopljene, recimo prenos podatkov ali so klici, na ta način pač preko tega poročila vidite, kakšna je poraba, ne. Se pravi, vedno se gleda na voljo še od skupno. To je pač orientacija za kakšno je stanje na posameznem razmerju. Okej. Gospod, veš, pri prejšnjem vprašanju je še napisal, da so bile mišljene storitve, ki so bile prikazane pri vklopu novega naročniškega razmerja. Na primer, izklop vsebine za odrasle, donacije in tako dalje. To, se pravi, tako imenovane zunanje storitve se na portalu zaenkrat ne da urejati. To je še stvar, ki jo moramo pripeljati na portal, se pravi, izključno urejanje teh zunanjih storitev. Naknadno po sklepanju razmerja je vse preko
zaledne pisarne. Se pravi, posebni obrazci so in se pač pošlje, kaj se želi izklopiti oziroma vklopiti. Pardon, se me ni slišalo naslednje vprašanje. S sklenitvijo novega razmerja velikokrat sovpada nakup aparata z vezavo. Kako se temu streže? Zdaj tako, v samem procesu sklepanja naročniškega razmerja zaenkrat še ni pripeljano to, da bi lahko pač sklenili oziroma kupili tudi aparat. Želja je seveda, da bomo v prihodnosti naredili presmeritev na e-trgovino, kjer boste pač enostavno izbrali aparat, pa pač zaključili nakup na e-trgovini. Zaenkrat je pa edina opcija, se pravi, ki jo imate na portalu, je to, da lahko dodatno, se pravi, v nekem ločenem procesu izpolnite poseben spletni obrazec za naročilo mobilne naprave. To v bistvu bi rekel temu, da je tako kot samo da je pač na portal pripeljan, pa digitaliziran, se pravi, kot da bi mail napisali skrbniku, pa mu povedali, želim Apple, ta pa ta, ali pa ne vem, Samsung. Tako da v samem procesu sklepanja naročniškega razmerja žal še ni pripeljan proces, kako kupite napravo. To nas še čaka, tako da jaz upam, da bo to v drugem letu narejeno. Žal pa ne morem dati točnega datuma. Ok. Primož, prejeli smo več kot 30 vprašanj, tako da po mojem bi lahko še 1 uro se pogovarjali. Super udeleženci ste, tudi dali ste nekaj predlogov za spremembe, nadgradnje, tako da super. Jaz bi predlagala, Primož, da kar vseeno tukaj na tem mestu zaključimo z webinarjem. Kot sem pa omenila že, za odgovore na vsa vprašanja boste prejeli, in sicer skupaj s posnetkom, plus Primož je še obljubil navodila. Ja, pa še mogoče še to povem, no, da pač za vse tiste, pač, ki imate neke predloge oziroma neke bolj poglobljene vprašanja, predlagam, da se obrnete na skrbnika, pa bomo organizirali ločeno pač Teams, pa probamo rešiti vaš problem, tako da to tudi ni noben problem, no. Tako da se obrnete na skrbnika, pa bomo organizirali prek Teamsov eno delavnico, pač pa to je to. Super, samo da se uporablja, ne? Čim bolj. Evo. Najlepša hvala vsem za udeležbo, vprašanja in uspešno klikanje po aplikaciji Moj Telekom vam želim. Se vidimo na naslednjem webinarju. Hvala za vaš čas in nasvidenje. Adijo. Nasvidenje.